Čau, še kar se sprehajamo po filmski zgodovini in če se spomnite prejšnjega tedna, smo nazadnje ostali v času, ko je Thomas Alva Edison svojo tožbo dosegel ustanovitev MPPC, ki je bila po novem edini lastnik filmskih patentov. Ker je policija zaprla tudi kinodvorane zaradi tega zakona in to sredi največjih praznikov, torej božičnih praznikov, so imeli lastniki na $100 škode. Zato so nazadnje vseeno sprejeli plačevanje od dohodnine in newyorški Nickelodeoni so se spet odprli. Ampak kmalu so se začeli ostri protesti. Lastnik Nickelodeona Carl Laemmle je hodil naokoli po Chicagu in spraševal ljudi, če poznajo mogoče iznajditelja zobotrebcev, kajti če ga ne, da morajo po novem vsak teden plačati $2, če si hočejo še trebiti zobe. Tako seveda, kot morajo tudi oni plačevati $2 za kinematografe. William Fox je trosil naokoli govorice, da je Edisona njegova iznajdba stala natanko $24,118,04 in njegova MPPC pa hoče, da jim na leto plačuje po $50,000. In to je govoril, da je tatvina, še huje, to, da je trust in da so trusti v ZDA prepovedani. No, uporniki proti Edisonovemu trustu, ki to ni bil, so se razglasili za neodvisne in upali, da bodo lahko dobivali programe iz Evrope. Ampak, ker so bile pošiljke redke, so se nekateri najemniki vdali in Kessel in Bauman sta, denimo, tvegala kar $5,000 za izdelavo filmov, kot so Pustolovščine Davida Crocketta in življenje Buffalo Billa, ter z njimi v 3 mesecih zaslužila $50,000. Neodvisni proizvajalci od Zukorja, Selnika, Laemmla, Williama Foxa so kmalu posneli na 100 in 100 metrov filmskega negativa. V New Yorku so ga brez težav dobivali pod znamko imenovano Lionska brata Lumière.
V resnici pa je šlo za filmski trak, ki je prihajal naravnost iz Kodakovih tovarn. Lastnik oziroma direktor Kodaka Eastman je ob tem najprej namerno gledal stran zaradi dobička, potem pa se je vseeno odločil naznaniti ekskluzivno pogodbo, ki ga je vezala na novoustanovljeni MPPC, ker naj ne bi smel kršiti antitrustovskih zakonov. Tega, da bi jih dejansko razglasili za trust, pa se je še posebej zbal direktor tega trusta, imenovan Jeremiah Kennedy. No, posebej pa se je ta isti Kennedy razhudil, ko je slišal, da je Mary Pickford, naivna Mary, mala Mary, odšla snemat za Karla Laemmla na Kubo, kjer so jo obljubili $175 plače za en teden oziroma na vsak teden. Ko je Kennedy slišal to številko, se je močno razjezil. Čeprav je sam po drugi strani zaslužil $3000 na teden, ni dovolil, da bi igralcem, ki so igrali v filmih, plačevali več kot po $15 na teden. Namerno jih je namreč držal v anonimnosti, da ne bi izrabljali svoje slave za pretvezo pri povišanju plače, kar se je seveda v prihodnjih letih zgodilo. Na občinstvo jih je zato celo poznalo samo po vzdevkih, kot so Biograph Girl ali Mala Mary. Tako močno so zamerili Mary Pickford, da je šla na Kubo, da so za njo dobesedno poslali čoln in jo hoteli odvreči s klova ladje, na kateri je bila. Edison in Kennedy sta se namreč odločila proti neodvisnim dobesedno uporabiti vsa sredstva, ampak Karl Laemml si jih ni upal obdolžiti
zastrupitve. Čeprav se je vedelo, da naprimer so imeli na krovu ladje dva njihova agenta, potem pa so ob prihodu na Kubo na snemanje Owen Moore, se pravi Mary novopečeni mož, in Mary Pickford, pa tudi on, neznansko bruhali in rekli so mogoče vseeno za zastrupitev. No, Tim McCoy je v prostorih neodvisnih v tem času dejansko tudi uničeval kamere, dobesedno. Zato so jih začeli zapirati v železne blagajne in jih čez dan varovati z oboroženo stražo. No, poskrbeti pa so morali seveda tudi za filmske negative. Veliko filmov, katerih produkcija je stala tudi po več tisoč, 10 tisoče dolarjev, so se namreč spremenili v lepljivo brozgo, gmoto, v razvijalnih kopelih pa se je pretakala žveplena kislina. No, za neodvisne je zato postalo pravzaprav snemanje kavbojk v neobljudenih krajih, tamle v okolici Hollywooda, zelo, zelo nevarno. Samokresi, naprimer, ki so jih uporabljali na snemanju, so imeli sicer menda slepe naboje, ampak nekatere kavboje so ranile tudi krogle, ki so jim žvižgale mimo ušes. Spomnimo se primera tudi iz nedavnega časa glede tega. Kakorkoli, knjigarnarja Kessel in Bauman sta se nehala ukvarjati s svojimi tajnimi stavami in sta se povsem posvetila neodvisni proizvodnji. Tako sta nekega dne za snemanje filma v newyorškem predmestju najela 20 statistov in ta dan bi morali posneti ulični pretep. Ko se je začelo snemanje in tudi pretep, se je izkazalo, da to ni bila običajna goljufija. 4 možje so namreč napadli statiste in igralce s pravimi pendreki in jih tako pretepli, da je moralo 5 oseb za več tednov v bolnišnično oskrbo. Četrtega marca 1913 je v Združenih državah Amerike predsedniški stolček prevzel Woodrow Wilson. Sicer demokratski kandidat, ki pa je obljubil, da bo najstrožje izvajal antitrustovske zakone in je začel preganjati novoustanovljeni, ne več tako novoustanovljeni MPPC. Ko pa neodvisni naenkrat niso imeli nikogar več za vratom, so se začeli enostavno spopadati med seboj. Najprej so boji potekali naprimer med taborom Karla Laemmla in med taborom Kessla in Baumana. No, nekega dne v letu 1912 so vdrli v prostore Kessla in Baumana in prevzeli telefonsko centralo. Uslužbenci pa so se, prestrašeni, zabarikadirali v prvem nadstropju in na pomoč poklicali policijo, da jih je nazadnje ta osvobodila. Režiser Thomas Ince, ki ga je na napad opozoril nek, recimo mu, izdajalec, je na filmskem setu v tem istem času mobiliziral svoje igralce, kavboje in indijance in jim razdelil resnične naboje, prave pištole, posekal drevesa, postavil prave barikade in razporedil baterijo 4 topov, kanonov, ki od leta 1865 dalje sploh niso streljali. Bitka naj bi se po njegovo začela ob zori, ampak so si napadalci vseeno, ko so izvedeli za vse te priprave,
premislili. V teh borbah pa so uporabili nekateri od neodvisnih tudi skrivno orožje, imenovano zvezdniški sistem. In Sarah Bernhardt je dokazala, da je treba ameriškemu občinstvu, če ga hočeš pridobiti ali obdržati, dati slavne igralce oziroma zvezde. Zaradi priljubljenosti filma o Elizabeti so se Nickelodeoni odprli spet tudi elitnejši družbi. Namesto 5 centov pa so seveda potem vstopnice po novem stale tudi po $0,5 oziroma včasih celo po $1. Uspeh francoskih nesrečnikov in italijanskega Quo Vadis, ki sta sledila filmu o Elizabeti, pa sta še utrdila modo celovečernih filmov, prej so bili bolj popularni kratki. Jeremiah Kennedy in člani trusta so še naprej raje snemali poceni filme, tudi krajše, ki so torej trajali približno oziroma največ 1/4 ure. Ko pa so potem sprevideli svojo zmoto, je bilo že prepozno, zato so se boju nazadnje vendarle odpovedali. No, Vrhovno sodišče v ZDA je leta 1915 končno razpustilo njihov trust, a do takrat jim je bilo že jasno, da se s tem pravzaprav ne bo zgodilo nič drastičnega, saj je bil trust ravno zaradi prekratkih filmov že pokopan. Obdobje Nickelodeonov se je s tem prav tako zaključevalo, rojevati pa se je začel Hollywood. In sicer 12 kilometrov od kraja Nuestra Señora la Reina de Los Angeles, oziroma v prevodu Naša gospa, kraljica angelov, ali po domače, kot temu rečemo tudi danes, v bližini Los Angelesa. Okoli leta 1914 so glavni producenti v Hollywoodu postavili studije, v katerih so delali David Wark Griffith, pa Cecil B. DeMille, Thomas Harper in Max Sennett. No, slednji je bil ravno strokovnjak za komedijo, ki je ustanovil med drugim tudi tako imenovane Keystoneove policaje ali pa tudi Keystoneove gasilce.
Da bi lahko vse skupaj, vse te burke posnel med resničnimi požari, pa se je dejansko pogodil z domačimi gasilci, da so ga obvestili, ko je kje zagorelo. Initially, it wasn't intended as anything that was named or any special thing, but it was kind of, he'd gather some of his comedians and stuntmen, and they'd come in at the end of the film, the chase scene, to the rescue, and usually bumbling and doing gags in the back of cars, skidding automobiles. Castle in Bowman, lastnika, ki sta v Novih Studijev, sta takrat najela nekega mladega angleškega klovna, tedaj še neznanega, imenoval pa se je Charlie Chaplin. Thomas Ince se je medtem povsem posvetil kavbojkam, westernom. Najel je pravi cirkus s kavboji, indijanci in veličastno konjenico, ki se je tudi Buffalo Bill ne bi sramotil. Divjine pa je bilo v okolici Hollywooda tedaj v bistvu še na pretek. Tam je lahko nemoteno snemal pregone čez puščavo, napade na kočije, padanje s kočij in podobno. Kavboj s svetlimi očmi, ki je navduševal ves svet, pa je bil zvezdnik z imenom William Shakespeare Hart. Brez heca, William S. Hart je mogoče tisto ime, pod katerim ga poznate. No, v Franciji so ga zato iz očitnih razlogov preimenovali v Ria Jima. Ampak Ince je, tako kot Sennett, delal pod D.V. Griffithom, ki je leta 1915 uspel s filmom tako, kot še nihče pred njim.
Za razliko od Griffitha je Cecil B. DeMille pri velikih režijah dejansko obogatel. V njegovi Carmen, narejeni po znani operi Georgesa Bizetja, in Devici Orleanski je nastopala kot zvezda tudi slavna operna pevka Geraldine Farrar. Ker je nastopala v seveda nemem filmu, gledalci niso imeli prav veliko od njenega glasu, kaj šele, da bi ga lahko slišali, ampak je že v bistvu njeno ime v kinematografe privabilo množice. DeMille je bil tako kmalu zelo bogat, pravzaprav tako bogat, da je kupil vrsto bank, stavbnih zemljišč in pa tudi veliko avionskih prog. To so bili torej časi, ko je začel Hollywood kopičiti bogastvo, nismo pa niti še v njegovih zlatih letih. No, vojna, ki je izbruhnila leta 1914, mu je pravzaprav podeseterila premoženje. Ko se je končala, se pravi 1918-1919, so v vseh deželah sveta ameriški filmi predstavljali 80 do 90% vsega filmskega programa, ki so ga predvajali. V Parizu se je medtem Charles Pathé odrekel boju z Američani in že razprodal svoja podjetja. Pripravljal se je celo, da bi za visoko ceno odstopil recimo svoje tovarne negativa, za katere se je tako zelo boril, staremu sovražniku, nikomur drugemu kot Georgeu Eastmanu od Kodaka. No, tudi Italijane, ki so nekaj časa zelo obvladovali trg, so uničile velike režije, pa tudi vojna. No, velike režije, tako kot Griffitha. Njihova filmska proizvodnja pa je začela propadati, tako kot tudi angleška filmska proizvodnja tistega časa. Hollywood pa je na polomih vseh teh evropskih rasov. Pojavile so se družbe, kot je na primer Paramount Studio. Alfred Zukor, lastnik tega novega podjetja, si je denimo zgradil kar dvorec, in to na farmi, ne majhni, 500 hektarjev je imel še mlekarno, golf z igriščem z 18 luknjami, 3 bazeni, ker eden seveda ni dovolj, zasebno kinodvorano in potem je imel menda še 5 ali 6 dodatnih vil, ki so bile vse enako razkošne. Ampak njegova farma ni bila menda nič v primerjavi s tistim oziroma s tisto od Williama Randolpha Hearsta, ki si jo lahko prejezdil komaj v 3 dneh. In ko jo je Orson Welles ovekovečil v filmu Državljan Kane, smo lahko videli, kako je to res bilo veliko. Hearst je sicer sodeloval s Charlesom Pathéjem in od leta 1914 dalje snemal filmske tako imenovane romane. Verjetno najslavnejši je bil roman Skrivnost milijona dolarjev. Hearstovi milijoni so bili menda res takole malce skrivnostni, saj se o njih ni veliko pisalo, so pa začeli časopisi vse bolj pisati o življenju zvezdnikov.
O zlatih letih Hollywooda torej več prihodnjič, za danes pa lep pozdrav in lahko noč.